Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Tako, nov teden se je začel, to jutro je mimo, Dejan in Matej smo bili tudi danes z vami in rad bi izpostavil vse vrhunce, sploh Mateja in Eme danes zjutraj in jih tudi bom zdaj. Drugače pa je bilo kar izjemno jutro. Ja, ne, vse je bilo, ne, dajno, pač se veš, da moraš začeti z dobrim vicom, ne, pa čeprav je slab. Ja. Čeprav je slab. Okay. Veš, tako da, če ste zamudili, uživajte, tu je podcast od tega jutra, drugače pa spet jutri zjutraj o 5:30. Vikend je mimo in seveda, zdaj običajno si zjutraj povemo, kak je bil kaj ta vikend. Ema? Jaz sem začela knjigo brati. Bravo! Ja. Prvo po zadnji slikanici v 2. razredu. Prvo od lanskega poletja. Res? In kaj bereš, če smem vprašati? Igre lakote. Ok. To bi lahko tudi film pogledala. Ja, ne, ker knjiga je boljša. Ja, res. Drži in veliko užitkov ob branju ti želim. Hvala, bom. Bereš v angleščini? Ne, slovenščini. Okay. Lepo. Nisem imeli angleške verzije. Svedo. Izgubljeno s prevodom. Tako da si tak v bistvu ti, kaj je izgubljeno s prevodom? Kaj te govoriš? Moš kot nekih besed govoriti? Ja, čakaj malo, če je original v angleščini, prevedeno v slovenščino, nekaj se zgubi. Izgubljeno s prevodom je bil za Oskarja nominiran film, ne? Tudi to? Zanimivo, si fanica serije? Zelo obsedena. Resno? Ja, ful. Bravo. Jaz poznam to. Katniss. Kdo? Katniss. Nisem niti enega pogledal. Kaj? Jaz tudi ne. Ne. Ojoj. Jaz se upravičujem, ampak poznam pa to, ko si z neko tematiko obsedena, recimo, ne, meni je zelo blizu dva literarna junaka, več jih je, no, ampak dva res izstopata, in sicer Dracula in Sherlock Holmes. In knjigo Brema Stokera sem prebral, mislim, da enih 12-krat, od tega 4-krat tudi v angleščini. Enako Sherlocka Holmesa. In katera verzija ti je bila bolj všeč? Angleška in slovenska ali slovenska? Drugače imaš kaj od življenja, zelo to vprašanje. Tvoj, pa obe sta bili ok. Povej, ti, Matej, ne? Jaz sem vikend izkoristil za počitek in za čuvanje 2 psov. Ker zanimivo in odgovorno delo. Tebe lahko res vsak na 15 za vse, ne? Ne mora vsak to početi. To je odgovorno delo. Ja, koliko nutele ste porabili? Nič. Dobro. Moj vikend je bil kar delovn, moram reči, da v soboto zvečer sem bil vesel ob prvi zmagi Maribora. Včeraj zjutraj pa sem bil malo tu, zakaj bi bil doma človek v nedeljo, če je lahko v službi. Tako. Ja. Ampak sem pa užival v številnih izjemnih športnih dogodkih, ki so bili čez vikend, najbolj pa seveda, kar se tura tiče in Pogija, ki je še enkrat več pokazal ostalim, ki ima dreva raka, kot se reče. Točno tak. 5:53 minut je 7:06, če se tudi vam kaj spektakularnega zgodilo, smo tukaj v SMS-ih na 051 220 220 in kot običajno smo se tudi na ta ponedeljek 27. julija zbudili izjemno radovedni. Dejan in Matej smo tukaj, ponedeljek 27. julij. Ja, lepo bojo zategnili na nekaterih plažah, ne? Ja, res je. Prepovedano je uriniranje v morje. Kako bojo to potapljače bojo imeli? Ja, to se tudi jaz sprašujem. Ko bojo tako držali prst, topla voda, gremo, zgrabi ga. Kje je to prepovedano, si rekel? V Španiji. V Španiji. Tako da, če greste. Najlažje je pač, da veš tisto, ko prideš, pa 3-krat zakravljaš, malo beko ceh, pa temu se je treba izogniti, ne, ker to je, potem te dobijo. Ja, tam te čakajo.
potem te dobijo. Tako da pazite, ja, mislim, vedno bolj strogo je, verjetno že s kakim razlogom. Enostavno zato, ker pač, če ne bi bili ljudje generalno gledano taki prašiči, pa zdaj sem verjetno prašičev užalo ta trenutek, ne? Ja, verjetno tudi to ne bi bilo potrebno. Tako da imejte malo v mislih, no, da čeprav je fajn na dopustu, pa da se človek sprosti, pa pusti, pa dobro, no. Skrbi, samo vseeno, ne. Dajte razmišljati, da niste sami na tem svetu, ker če bi bili tako kot v filmu Will Smith, I am Legend, tam pa ni fajn. Tako smo dan zjutraj rekli, če se kaj spektakularnega zgodilo čez vikend, pošljite SMS in nam povejte, ker smo seveda radovedni. In tak je pisal poslušalec Dejan, najprej kak lepo ime, čestitke staršem, res za nek občutek. In veš, kot je, tako imaš tako lepo ime, veš, da se bojo lepe stvari dogajale v življenju. Pravi, da je vikend preživel na kolenih, z nožem v rokah in sem popipal vso kostrebo iz zelenice. Kostreba je širokolistna trava, jaz vem, da kostreba je prasica, ne morem drugače reči in najlažje jo je res tak, ker je hudič trdoživ. Upam, da imaš malo zelenico, da se ne pogovarjamo o kakih 1500 kvadratih. To je nemogoče. Ampak ja, glej, človek skrbi za lepo zelenico. Bravo. Ja, izjemno pridn. Klobuk dol in da greš tak fizično in rečeš, zdaj pa špricali proti širokolistni svinjariji, ne? Bravo, prav pubec. In lep dan tudi tebi, Dejan. Sicer pa vedno tako zgodaj zjutraj rešimo celi teden, tedenski horoskop, Ema se izjemno veseli tega, tako da Ana, prosim. Oven. Ta teden boste lažje prepoznali, kaj je res vredno vašega časa. Osredotočenost vam bo prinesla hitre rezultate. Bik. Majhna sprememba rutine bo osvežila vaš vsakdan. Ne podcenjujte moči novih navad. Dvojčka. Pred vami je teden hitrega tempa in zanimivih srečanj. Prava priložnost se lahko skriva tam, kjer jo najmanj pričakujete. Rak. Zaupanje v lastne odločitve bo pomembnejše od mnenja drugih. Ko boste sledili sebi, se bodo stvari začele urejati. Lev. Nekdo bo opazil vaš trud, čeprav tega ne bo takoj pokazal. Nadaljujte brez potrebe po potrditvah. Devica. Ta teden bo primeren za učenje ali pridobivanje novih znanj. Kar boste osvojili zdaj, vam bo kmalu koristilo tudi v praksi. Tehnica. Dobro razpoloženje bo nalezljivo in odprlo vrata prijetnim pogovorom. Ne zapirajte se vase, tudi če boste potrebovali nekaj miru. Škorpijon. Odgovor, ki ga iščete, je bližje, kot se zdi. Včasih je dovolj, da vprašanje pogledate z drugega zornega kota. Strelec. Čaka vas več dinamike kot običajno. Prilagodljivost vam bo omogočala, da izkoristite vsako spremembo. Kozorog. Vztrajnost bo tudi tokrat vaša največja prednost. Korak za korakom boste prišli dlje, kot ste pričakovali. Vodnar. Nove zamisli bodo hitro dobile podporo okolice. Bodite pripravljeni prevzeti pobudo. In pa še ribi. Teden bo ugoden za urejanje osebnih načrtov in želja. Več jasnosti vam bo prineslo tudi več notranjega zadovoljstva. Ok, evo, horoskop za ta teden zadovoljna ima? Jo. Malo si se zdrznila, ker vem, da ti grejo raki na živce. No. Pazi, kaj govoriš, izven etra, ker veš, da mi nimamo nobenih zadržkov, da povemo vse naprej. Ok, tako da upam, da ste našli moč tudi iz teh besed in da bo teden lep. Bilo je kar nekaj športa ta vikend, moramo reči, na prvem mestu zagotovo veliki triumf Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Remka Evenepoela na drugem mestu je premagal za dobrih 6 minut in glede na to, da so prevozili koliko, nekih 3400 km, si predstavljaj na biciklu pa samo 6 minut razlike.
To tudi ni, zdaj veš tak, ne, moraš dati malo v... Res je. Tako da so bili kar skupaj, ampak vseeno je dominiral ta Alpe d'Huez vikend, ki smo ga imeli, je bil res izjemen in Pogačar sproščen, nasmejan, kar so ugotovili tudi, ko je v petek uprizoril res eno tako izjemno zgodbo, za katero je Lance Armstrong v enem od podcastov rekel tudi, da ne, da je šel, trgal je gor asfalt in je rekel, da dobro, da grejo naslednji dan iz druge strani Alpe d'Hueza, ker na to ti so Nigradovi delavci, ker popravljajo asfalt, ki ga je vtrgal gor Pogačar. Je to, da so ugotovili, da niti enkrat se ni vstal in niti enkrat ni dihal na usta, ker veš, eni so ko pa vidiš, kakor res trpijo, Pogačar pa ja, čeprav seveda zagotovo tudi v sebi trpi, absolutno. To je bil zdaj njegov 7. nastop na turu in 7-krat je prišel, 7-krat je bil na stopničkah, od tega 5-krat prvi in 2-krat drugi. Noro. Kako noro je. Noro. Res je izjemen. V soboto zvečer je Maribor proti Brinju Grosuplje dosegel tudi prvo zmago v novi sezoni, 3-0. Sicer ni bilo tako gladko, ampak na koncu tako zgleda, kar je zanimivo. Prvi gol za Maribor je dosegel Bradley Mbondo, oziroma Mbondo, oziroma Branko, kot mu tudi mi pravimo, ne? Yeah, I finally got the goal. I'm very happy about this and hopefully I will keep doing like this. In seveda je bil vesel, da ga je dal, jasno. Ja. Maribor je torej na pravi poti, vendar pride pravi preizkus ta vikend, v soboto zvečer, štajerski derbi v Celju, z aktualnimi državnimi prvaki, seveda tudi v neposrednem prenosu na Totem radiju. Drugače pa se je tudi dirkalo, motokrosisti so bili na Češkem v Loketu, kjer je zmagal Herlings, tim je bil na koncu 5., izvrsten 8., pa Jan Pancar, predvsem zahvaljujoč drugi vožnji, tako da dobri rezultati. Ni bil tretji? Ne, v Grand Prixu. Tretji je bil v drugi vožnji. No ja, super je to vse, res smo veseli, ampak ena novica je. Leclerova žena noseča. Formula. Velika nagrada Madžarske je bila, zmago je Norris, drugi je bil tokrat res slabšim avtom, ampak izjemen voznik je Max Verstappen in na 3. mestu Antonelli, ampak praviš, to? Ja, se ni to isto. Podobno, lahko rekli. Mislim, zanimiva novica, zagotovo imajo. Kaj, to je drugi šport? Ali ne, ni, ampak isto, noben na to ne pomisli. Lepo, da spremljaš formulo, ima. Zakaj se nam včasih dogaja, ali pa redno o ponedeljkih, da smo bolj utrujeni kot kaki drugi dan? Veš, da je ponedeljkovo jutro, je tako, poznata ta efekt. Samo po moje, ker spiš pred vikenda in potem se zbujaš. Ne, to je pojem, ki se mu reče tako imenovani vikend jetlag. Jetlag, vemo kaj je, to je, ko prestopiš ali pa potuješ nekam, kjer je drugi časovni pas in imaš pol težave, da se ti telo naravna. To je jetlag, viš, vsak dan se kaj novega naučiš. Vikend jetlag pa pomeni, da če mi, in običajno je tako pol čez vikend, petek in soboto, gremo spat malo kasneje in pol ponedeljek vstanemo tako zgodaj zjutraj, za naše telo enako, kot da bi imeli jetlag. Tako da mi se spet privajamo zdaj na nov ritem in pol, ko se bomo spet privadili, bo spet vikend in si ga bomo spet uspešno porušili. Kaki asi smo, ne? Zdaj pa pazite, to je ta statistika. Leto 2026 je leto, pa dobršen del leta 2025 tudi, če smo čisto odkriti, ko več ni bil prodan niti en nov avto s CD predvajalnikom noter. Zato ta podlaga, ki gremo malo v preteklo zgodovino, ampak meni je seveda še vedno interesantno, da dejansko lani so še prodali kakega, ko je imel noter CD. Ne vem. Ampak ker tega več ni že dolgo ne. In zato, ali še sploh dan danes, kdo posluša CD-je v avtu?
in če, katere in kaj imate gor, in ali so albumi, ali so kompilacije, in kako se vam da to noter davati, če vedno. Ne, to je danes debata v SMS-ih na 051 220 220. Ema, jaz se opravičujem, v tej debati ne more sodelovati, ker še niti spita za avto nimaš. To tudi, ja. Niti CD-ev. Pa CD-ev nimaš. Si jih sploh kadarkoli imela, uporabljala? Ne. No, vidiš. Tak je, to je generacija Z. Na drugi strani naj ti predstavim cenjeni kolega Matej Regent, še vedno s CD. Doma 1500 originalnih CD-ev. V avtu me zanima, Matej, nekaj imaš doma. V avtu? V avtu poslušaš? Seveda, logično. Samo in izključno CD-je. Kaj pa je radio naš? Tudi. Ja, ok, dobila si ga, hvala ti. Zdaj, toliko o tem, ne? Ja. Dobro, se veš, ta, ki prodaja Nutelo, tudi ni nujno, da je Nutelo, vse tak je, ne? Ker ni upravičljivo, samo pač ogabno. Ne bom te vprašal, Matej, kaj imaš gor, ker ne bomo strašili malih otrok na vse zgodaj zjutraj. Pa tokrat me lahko vprašaš, ne bomo strašili. Ne, bom te, Ok, to pa nič. Dobro, kaj imaš? Ja, daj povej. Tokrat, zdaj zjutraj sem si dal Bob Marleya album Uprising. Ok. Ja. Predo, to je kar znosno. Ja, to je ni avto skakal, ne, z preprostimi otroškimi pesmicami zaigranimi na trd način. Kar pač punk muzika je, pa nič narobe. Ja. Po tankem robu hodiš, oziroma ledu. Okay, torej ti še vedno imaš CD in menjavaš in... Še vedno, ja, dobro, so MP3 CD, se pravi, je malo več glasbe, ampak še vedno menjavam in to je tudi en del rituala. Aha, ok. Da se, en del rituala je, da se vsedeš, vzameš tisto mapico, kjer imaš noter 85 CD-ev, pa kaj bom danes? Tu, ja, samo tu mi polni všeč. Čakaj, tu, Ne, jaz nisem tak neodločen. Medtem pa že 12-kilometrska kolona na Cestninski, ne? Ok, torej, ali še morda tudi kdo tam zunaj, kot Matej, poslušate CD-je v avtu? Kaj imate gor s albumi ali kompilacije, ker ta tehnologija pač žal ali pa na srečo izginja, ker je malo tak, malo je butasto, ko pogledaš nazaj. Pa ne, meni kul se mi zdi, posebej tisto, ko daš not, pa oni zvok... Bravo, tako. Veš, kaki zvok šele bil pri VHS kasetah. Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem. Tako, družno. Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi. Ne pa pse. In danes imamo tak napol zastarelo debato, namreč ugotovili smo po eni statistiki, bo leto 2026 prvo, v katerem ne bo več prodan niti en nov avtomobil s CD predvajalnikom. Zdaj, jaz mislim, da to že enih 5-6 let ni več, ampak očitno še je bilo. In zato se pogovarjamo o tem, ali še sploh kdo se ukvarja s temi CD-ji in kaj imate in kaj poslušate, če že poslušate in če imate CD-je, kot recimo Matej, ki se ne bo nikoli premaknil, zgleda iz... Nikoli. Samo kot avto pa imaš taki full story? Ja, samo malo mlajši od njega. Bom ti tako rekel, imam das avto. Se veš, pes pa avto mora biti nemška. Točno tako. Okay. V SMS-ih na 051 220 220 debatiramo na to temo in pisal je Simon, ki pravi, jaz bi rekel tak, da so imeli CD, kasete, dušo, še vedno pa si tu pa tam vtaknem kakega za svojo dušo, moj 12 let stari avto še ima CD. Točno to, ja, duša. Kasete, pri CD-jih verjetno manj bi se zdaj zgražali kaki zagriženi audiofili, ne? Ker kak je vmes
ADDA konverter, se naj bi ta duša izgubila. Ja. Pri vsaki pretvorbi v digitalno, ker pri kasetah je vseeno bil trak, pa na magneten trak in sicer tudi neka tehnologija. Najboljše bi bilo, da bi nam bendi v živo špilali. Točno, tak. Kjerkoli, samo pol bi mogel imeti res veliki avto. Ali pa Joško je recimo pisal, pravi: pozdravljeni, še vedno poslušam CD-je v avtu, najraje ABBO, ki je skupina moje mladosti, in pa po večini glasbo iz 80-ih. Še vedno s CD-ji. Cool. Moram verjeti, koliko je uporabnikov CD-jev še vedno tam zunaj. Nas je, ja. Jaz sem ravno včeraj nekaj pospravljal in snašel en, ne vem, to je bilo staro zdaj 13-14 let in je gor pisalo CD za na morje. Veš, ko si sedela tematske kompilacije. Kako? Ja, danes pač vpišeš v streaming servis, kaj bi pač rad, pa kaki mood, pa karkoli. Najboljše seveda še vedno poslušati to ti radio, ampak dobro. In vseeno lepe spomine to človeku, ne, tak sva, pa ko smo to, pa polono, pa polo CD-jo sploh ne razmišljaš več. V bistvu, no, ampak Joško je rekel, da najraje posluša ABBO. Danes je ponedeljek, 27. julij, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Poletje je, mnogi so na dopustih, tak pa če, tudi nekoliko imamo mi prilagojen program skozi dan na Totem Radio, kar je normalno. Na pauzi je tudi Fras in Medvar šel, kar sve ne pomeni, da ne boste Frasa in Medvarja slišali, ampak v Fras in Medvar šovu pa ponovno od 17. augusta naprej. In veš, ko se čez poletje malo spominjamo dosežkov zadnje sezone, in eden od večjih dosežkov Frasa in Medvarja je, ko sta razmišljala, kak veš, da si iz Maribora in da si dal nekaj skozi. Dajmo se to spomniti. Prvič, ste pri lastovki poleti jedli sladoled, po zimi pa krompirček iz belega škrnicla z modrimi pikicami? Nisem. Nisi? Ne, ti si, ne? Ja, še zobotrebci so bili najprej, pol pa komaj vilčke, one male, ko si jih zlamo v ustih. Drugič, kako veš, da si nekaj že dal skozi v življenju in si iz Maribora? Ali ste bili v Ljudskem vrtu na tistem zruvanem stojišču v času, ko še ni bilo reflektorjev? Ne. No, jaz sem bil. Logično. Tretjič, ste kdaj surfali v harmoniki na starem avtobusu? To pa se. Evo, to pa se svetovno, spomnim, ja, jaz tudi. Četrtič, kako veš, da si v življenju nekaj že dal skozi in da si iz Maribora? Ali ste ob nedeljah obiskovali avtosejem na letališču? Ne. Jaz pa in z največjim veseljem, ker to bilo fajn rabljene avte gledati. Svetovno. Petič, ali ste bili kakorkoli udeleženi pri švercanju iz Avstrije? Najverjetneje ja, ampak nisem vedel. Ti niso povedali, da ne izlapal, ne? Tako. Ok, jaz se spomnim, da smo bili, ne, imate kaj za prijaviti? Ne. Zadnji pa, ne, svašta noter. Šestič, kako veš, da si v življenju nekaj že dal skozi in da si iz Maribora? Se spomnite časov, ko Koroškega mosta še ni bilo? Kaj? Ja. Kaj ni iz 50-ih ali nekaj? Ne, kaj si nor? Je to novi most. Iz leta 96 je most. To ni novo. Ja, je 16 bi imaš bil novo. one moste tu, on je tako od pamti veka, oni pa iz 60-ih. Res, iz 90-ih. Okay. Ja, iz leta 96 in priznam, ne spomnim se, kak je tam izgledalo. Je pa tudi res, da ko sem bil mlajši, nisem imel absolutno nobene potrebe, da grem proti Selnici ob Dravi. Verjetno nisem sploh šel na oni ek, ne vem. Sedmič, ali se spomnite košarkarskih klubov Bavaria Voltex in Satex? Nimam pojma. Jaz se spomnim, tudi na en trening sem šel Satexa enkrat. Osmič, kako veš, da si v življenju že nekaj dal skozi in da si iz Maribora? Ste kdaj obiskali Peep Show in pizzerijo Romantika na Mlinski ulici v Mariboru? Ne. Ak ne? Zakaj ne? Če sem mlajši 100 let od tebe. Kaj si zamudil, Fras? Jaz sem oboje. Super, čestitke. Lahko si mislim, kaj je Peep Show. Ja, no, ne? Ja. Zijaš. Devetič,
Ste kdaj spremljali prvo slovensko nogometno ligo, v kateri je bilo 7000 klubov, včasih med njimi tudi živila Naklo in Potrošnik? Ne. Jaz sem, seveda, se spomnim teh časov. Mislim, da je bilo 20 klubov na začetku. Res? Ja, tako da je bilo kar pestro. Ne? In pa 10. Kako veste, da ste v življenju nekaj že dali skozi in ste iz Maribora? Ali ste hodili kdaj v mesnico Bolarič na Jurčičevi na Hrenovku? Tudi ne. Jaz proti tebi, sem jaz kar mlad, ne? Jaz pa Durh. Ti tudi nisi nič odkljukala, ne? Midva pa sva kar kimala, Matej. Ja. Tako da tak je. Ja, prosim, Medvar šel na poletni pauzi, vračata se 17. augusta. Ja, Tine je sicer na dopustu, ampak kot skrben kot je, ne želi razočarati svojih poslušalcev, ki jih izjemno ceni, Marat in poslušalci njegovi čakajo vsako jutro, kad 20 minut pred 8, vse se boj da ustavi. Tak pač on razlaga, zdaj tukaj resnice v tem pustimo, ampak in je tudi zdaj, ko manjka, je seveda edini odgovorni osebi prepustil, da ne pove njegovo zanimivo zjutraj, tako da Ema. Se sem mislila, tako zakaj meni ni poslal? Ja, no vidiš. Ok, vemo, ta je znanstvena za danes, ki jo je pripravil Tine, da ima človeški genom približno 20 do 25 tisoč genov, ki pač določajo pač tak, kak smo. Ne? Navadni krompir jih ima okoli 39 tisoč. Kaj? Ja. Kaj? Ja. Pa to ti pravim. Tako da mogoče res nismo tako posebni, kot si lažemo sami sebi. No, ampak po drugi strani je še eno drugo razmišljanje. Ne vemo, kak je dober krompir pečen, ali pa restan, ali pa kot pomfri. Ja, so mogoče ljudožerci vedeli, kaj mislijo. Ponedeljek 27. julij je in spet bomo šli malo po aleji spominov. V zadnji sezoni. Sezona, morate vedeti, v medijih običajno traja od 1. septembra do zadnjega junija nekje, oziroma do srede julija. Potem se začne poletna pauza, v kateri razmišljamo, pišemo, delamo ali ne. Imamo totalni načrt, kako bomo snujemo, kako bomo prevzeli svet in ga rešili in to. Glej, kakorkoli obrneš, mi smo plačani, da probamo. Zdaj pa če rata, je pa druga stvar. No in tako smo recimo, bilo je to decembra 2025, ko smo se takrat veliko pogovarjali o prihajajočem božičnem stand-upu tega reporterja Milana v dvorani Tabor. Mimo grede še vedno ni jasno, ali bo v 2026 tudi, ali ne. Malo pride odgovor. Ja, veliki misterij. No, takrat smo govorili in je bil Gora Žilavec takrat v studiu in s Tinetom sta dobila nalogo, da uprizorita solzice. Prvi poizkus je bil ekstremno beden, pa smo bolj rekli, ok, dajmo ima še eno šanso. In tako je to takrat zvenelo. Enotnega mnenja smo igr, da je treba ponoviti te solzice. Sicer je bilo dobro in se je navezovalo na en tekst oziroma eno resnico prej povedano, ne, ko je en znani igralec pozabil tekst in je enega igralca kar vžgal in je rekel, prav ti je. Ampak Tine in Žilavec imata še en poskus. Solzice. Še vedno solzice, ja. Laura! Mati, ali kam siliš v globel dol? Veš, kaj je bilo nazadnje? Gledaj, si se zvil, nimamo zavranja, gor pridi nazaj. Mati, če vas imam takrat vrat nekaj prinesel. Pa ne namenu, gor pridi, kam siliš? Tu je toplo, nekdo se je vstral, krove so bile. Ali si gležnje greje, mal? Pa še tu vidim, nekaj vam prinesel. Gor pridi, zadnjič ti pravim, če ti krave pobegnejo, boš... Kaj me pa ne nosi mi solzic? Ne nosi mi te Tajvanka, ima cvetličarno, veš, da imamo popust. Kam siliš dol? Ja, dobro, pa nazaj nesem, ali? Približno. Ok, da je dobro. Sta kar popravila, pol, ne? Izjemno. Ali pa to je vedno je fino, ko pride šalca mimo
In Jeger je vedno ful vesel, jaz pa tudi, samo z drugih razlogov. Jeger je najprej ful vesel, ker je pač fan, jaz pa sem vesel, ker vem, kaj sledi. Običajno nič dobrega za Jegera. Recimo, to je eden od takih obiskov in dvogovorov in debat iz zadnje sezone. Pa ga bo včeraj doma. V redu. Ta dala otroku onaj zimske slušalkice gor, pa je se potrudila, ali? Ne, delala popoldan. Pa je, gled, vedel sem. Pa ti veš, da poprečen slovenski partoužilavec tebi tudi govori, ima 89 spolnih odnosov na leto. Ojej. In jaz sem tebi rekel, da možeš v decembra gas dati. Ja, fejst gas. Ja, kak boš to? Ja, ne vem še. Hvala Bogu, da študiram, da niste, pa sem jaz včeraj. Ne, res, ker moram za vse druge še skrbeti. Vse druge moram skrbeti. To je direktor sprave, pomenu besedo. Ampak na tebe smislo samo na začetku, ker če ne bi še zdaj čakal prihod, če bi na tebe, pa ona bi že bila. Dobro, se opravičujem, Medlin, vem, kot odgovorni urednik takih življenjskih stvari ne smemo razlagati. Dobrodošle so, samo so to povedati, kak te je Jeger vmes tako, kak si ti na lice. Ja, tako, ja. Ker to, če me boš hodil gledati, se ti naš tej. Gaz, daj tam. Lahko imam pol črtice. Da ne, na moči si. Na začetku ga. Sam sabo ne. Tam si tak na 290, to mi je tako jasno, ne se to šteje. Malo rekel. Zakaj imaš ono, veš, ko pri trgatu, ko si pol... Ja, na palcu si delal. Si režeš, ne? Ne, če bi se štelo, kaj sam bi rajco mogel imeti za fižol. Razumete zdaj, zakaj nič ni dobrega, samo kakega Jegera. Vidiš, to sicer niti ni presenetljiva, je pa zaskrbljujoča statistika oziroma dejstvo. Ne? Ja, res je. S pojavom teh dostavnih služb se zdravstveno stanje slabša. Ne? Ja, ker ko enkrat odpreš to aplikacijo, imaš ponudbe še in še. Ne? Ja. In do zdaj je pač vedno bilo tako, da si mogel vseeno dvigniti svoj rit, pa se nekako prikotati do Ronalda, recimo. Zdaj pa to iz... lepo udobja lastnega kavča. Pa dobro, vseeno, moš malo po stopnicah. Ja, še to ne rabiš, če mu daš na pitnino, ti prinese do vrat. Recimo, ne? Ja. Tako da, to je kar zaskrbljujoče, kot sem rekel, kar logično. Mogoče bi morali zdaj narediti en test, da bi zdaj prerezali, pa bi en mesec vozili samo korenje, pa karfiolo, pa tako. Kak bi bili zdravi. Bil pa kar slab poslovni model, to verjetno, ker toliko zajcev tudi ni. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.